Razstava Lojzeta Spacala Matrica, grafika, slika je začela nastajati že leta 2007, ko je Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost iz Kranja pripravila obsežno razstavo ob slikarjevi stoletnici. Takrat smo v sodelovanju z Moderno galerijo, Mednarodnim grafičnim centrom, Obalnim galerijam in pa Štanjelom predstavili Lojzeta Spacala v vsej njegovi razsežnosti. Vendar želja po razstavi Matrica, grafika, slika je bila želja izpostaviti določeno tehniko, določene detajle, ki so značilne samo za Lojzeta Spacala. Takrat smo se dogovorili z slikarjevim vnukom Martinom Spacalom, da bomo poiskali poleg Galerije Prešernovih nagrajencev tudi nekaj drugih galerij in poskušali v doglednem času postaviti razstavo zopet v vseh teh galerijah. No, in tako smo leta 2013 v dogovoru z Koroško galerijo likovnih umetnosti, z galerijo iz Murske Sobote ter Ljubljanskim gradom in seveda nosilcem Galerijo Prešernovih nagrajencev sklenili nek dogovor, da zopet popeljemo Lojzeta Spacala med slovenske obiskovalce. Prvo razstavo smo postavili v Murski Soboti, kjer je Robert Tinhoff, ki je pisal tudi tekst v katalog, poskušal predstaviti predvsem njegovo grafiko v vsej njegovi razsežnosti. Druga razstava v Prešernovi galeriji v Kranju je bila postavljena pod vodstvom dr. Milčka Komela. Tu smo se osredotočili predvsem na to, kar pove tudi naslov Matrica, grafika, slika. Koroška galerija likovnih umetnosti v Slovenjgradstvu pod vodstvom kustosa Marka Košana je Spacala predstavljala v različnih tehnikah. Motiv se je pojavljal bodisi v mozaiku, tapiseriji, v grafiki, sliki in seveda jedro je bilo še vedno matrica, grafika, slika. Zaključek vseh teh razstav pa je tukaj na Ljubljanskem gradu. Prostore na Ljubljanskem gradu smo poleg za druge programe namenili tudi razstavnemu programu, ki bo drugo leto praznoval že kar 15 let. Naj takoj na začetku povem, da prostori, ki imajo vsak po svojo zgodovino in imajo vsak za sebe svojo danost, niso galerijski prostori, temveč so to razstavni prostori. Na to opozorimo vsakokratnega umetnika oziroma kustosa in če je ta naš napotek v celoti upoštevan, potem je razstava v naših prostorih res tista, ki doživi v svoj sijaj in pa sam prostor nadgradi. Sicer pa en in drug, v primeru, da se tega ne upošteva, veliko izgubita, tako da res poudarjamo potrebo po sožitju tako eksponatov kot pa tudi prostora. Ljubljanski grad je bil nekoč deželni grad v svoji zgodovini in programe, tudi likovnega, skušamo čim bolj približati tej zgodovini. In če je bil nekoč namenjen vojščakom z orožjem, smo se mi že pred leti odločili, da prostore, da grad namenimo tokrat vojščakom umetnosti in kulturi. Sklepna razstava Lojzeta Spacala na Ljubljanskem gradu ohranja tako motivni kot vsebinski okvir, ki si ga je zastavil ta, ki je razstavo zasnoval, se pravi Galerija Prešernovih nagrajencev v Kranju lansko leto in je obredla 3 kraje po Sloveniji. Zdaj se je nekako simbolno ustavila na Ljubljanskem gradu in razstavi smo dodali še del, za katerega bi lahko rekli, da postaja razstava v nekem smislu kar retrospektivna. Naslov celotnega razstavnega projekta je bil zelo poveden. Matrica, grafika, slika.
Res, da se je vsako od prizorišč bolj osredotočalo na enega od teh elementov, medtem ko ta grajski na Ljubljanskem gradu povezuje vse tri. In dodana mu je še zgodba, ki podčrtava sliko, tisto, kar je bilo pred Spacalovo grafiko, po čemer je v svetu, pa seveda tudi pri nas, Spacal najbolj znan. Sposodili smo si kar lepo kolekcijo zgodnjih Spacalovih slik, tam iz druge polovice 40. let, ki jih je res po premisleku zbrala Kmečka banka v Gorici, ki ima tudi sicer lepo zbirko primorskih avtorjev. Spacal pa igra v tej zbirki zagotovo dominantno vlogo. Ne samo, da je pregled slikarstva med drugo vojno in takoj po njej tukaj ključno predstavljen, to lahko vidimo tudi na tej postavitvi na razstavi. Imajo tudi nekaj kasnejših imenitnih grafik, pa tudi matric, ki je eno od fokusov te razstave, in imajo tudi vrsto tapiserij, tako da smo za pokušino izbrali eno najmarkantnejšo, ki na vhodu vabi na Spacalovo razstavo na Ljubljanskem gradu. Dodatek tega slikarskega dela, ki smo ga pripeljali iz goriške zbirke, podčrtava tisto, kar je v naslovu razstave na zadnjem mestu, sliko, kar pa je seveda v Spacalovem opusu na prvem mestu. Hkrati pa sovpadajo letnice nastanka teh slik tudi z prvim zapisom, ki je poučil Slovence o vzhajajoči zvezdi, o slikarju, na katerega bo treba biti pozoren v prihodnje. Namreč v zadnjem letniku Maleševe umetnosti je naš umetnostni zgodovinar Franc Šijanec prispeval imeniten oris Spacalovega takratnega slikarskega dela. Malo kasneje se je ob imenitnem avtorju pomodil tudi France Stele, ampak Šijančevo delo, Šijančev zapis je pravzaprav napoved Spacalovih uspehov, ki se začno v resnici na Slovenskem dobro desetletje pozneje, ko ima leta 1955 Spacal prvo večjo samostojno razstavo v Ljubljani in ko se pridruži tudi ostalim grafikom na prvem mednarodnem grafičnem bienalu. Od takrat je seveda grafična stalnica, umetnik, ki je praktično na vseh bienalih prisoten, deležen seveda vrste priznanj in nagrad, čeprav nastopa z večine pod italijanskimi barvami, torej v sekciji Italije, ne kot Slovenec. No, če se vrnemo na leto 1955, to je tudi leto, ko ustvari nekaj pomembnih javnih del za Ljubljano. Ohranil se nam je imeniten mozaik v Gospodarski zbornici na nekdanji Titovi. Ta bleščeč mozaik je sicer danes malce okrnjen, težko ga vidimo v celoti, ker so vhodno avlo pač malce preuredili. Streljaj od tod pa je v istem letu, ravno tako v sodelovanju z arhitektom Mihevcem, nastal imeniten ambient v nekdanjem Figovcu, ki ga žal ni več, ga poznamo le iz črno-belih reprodukcij. Pa tudi zasnova je bila seveda izrazito črno-bela, torej grafična, že z elementi prepoznavnimi, ki nam govorijo o Spacalovem takratnem likovnem svetu, o njegovih barkah, o njegovih odsevih, o njegovih arhitekturah, skratka, elementih Primorja, ki so značilni za takratno njegovo ustvarjalnost. Razstava, ki smo ji priča na Ljubljanskem gradu, pa seveda sledi tej triadi, ki je bila zastavljena v lanskoletnem projektu, torej grafika, matrica, slika. Predvsem imamo tukaj vrsto njegovih imenitnih del, tudi iz poznejših let. Ta zgodba z grafiko, oziroma najprej matrico, ki potem zaključi kot neka reliefna poslikana zgodba, ko je
Spacal vse grafične liste, ki jih je nameraval iz ene plošče, iz ene grafične matrice že odtisnil. Nekdaj so jih uničevali, se pravi, da je bila serija zaključena. Spacal si je zamislil drugo zgodbo. Eden od zanimivih primerov iz te zgodbe, kako nastaja ta Spacalova iznajdba v tem njegovem postopku od matrice, ki jo izdolbe, prek grafike, ki jo odtisne in spet nazaj k matrici, ki jo dokončno poslika, je ta Baladur Vistri. No, tukaj vidimo to tako rekoč zrcalno podobo, odtisnjena grafika, kjer je na odtis na grafiki se skratka leva, desna zamenjata. Tukaj je seveda na tej poslikani matrici dodana barva, ostaja seveda ta reliefna zgodba in tudi grafiko je kasneje seveda tiskal v več barvah. Sprva je bila pa skoraj izrazito črno-bela in je res na matrici dodajal tisto zgodbo, ki jo je kot slikar čutil še potrebo po barvi. No in tukaj je zanimiv še ta slepi tisk, se pravi ta reliefnost, to, kar globoko izdolbe v les, je tukaj v negativu izstopa samo v tej beli zgodbi, v tem reliefnem tisku. Skratka, eksperimentator je Spacal predvsem v tej svoji zgodbi, kako obravnava matrico, kako jo skuša kot živ organizem na koncu s slikarskimi elementi, pa tudi hkrati kiparskimi. No, to lahko potrdimo še na vsaj enem objektu, ki je na razstavi in je ilustrativni detajl, ustvaril je Spacal tega več, ampak ta njegov odnos do lesa, kako ga dolbe in da ne dolbe zgolj matrice, ki jo uporabi za grafične odtise, ampak tudi objekte, neke toteme in vso to svojo ves ta svoj slovar tega svojega jezika uporabi tudi na oblem elementu, skratka v tej totemski formi tudi tretjo dimenzijo še izraziteje postavi v ospredje, kot to počne že seveda tudi pri sami grafiki. Tukaj ne gre za ploski tisk, ampak ga vznemirja ta reliefnost, ki ga v materialu najbolje doseže s tem globokim dolbenjem v les. In spet smo pri gradivu, ki je Spacalu najbližje, to je les. Izhaja sicer iz kraškega sveta, rojen Tržačan, je pravzaprav bolj zaljubljen, bolj povezan s krasom, ki je seveda, kot vemo, predvsem sestavljen iz kamna. Kamen in to je tudi barva, ne barva po drugi strani, ki Spacala spremlja. Tudi pravi, kako mu je kras najbliže takrat, ko se vseh barv znebi, ko ostaja tisto najbolj elementarno. Ampak vendar je Spacal sam pripovedoval, da je občutil do kamna tako spoštovanje, da ga ni upal kot njegovi dedje, pradedje, ki so s tem kamnom rasli, si s tem služili kruh, ga klesali, bili kamnoseki, vanj vrezovali in klesali kakšna posamezna znamenja, ki so tudi za Spacala potem vir silno pestre palete posameznih simbolov, ki jih v svoji že abstrahirani fazi uveljavlja in postavlja v ospredje, povečuje te detajle in v likovno govorico osami zgolj te znake. Lojze Spacal je že za življenje veliko razstavljal. Bil je gost uglednih tujih in domačih galerij, vendar je bilo prizorišče za njegove razstave običajno klasičen prostor, kot pravimo temu v stroki, bela kocka, brezdušen ambient, ki v ničemer ne moti likovnih del.
to pot je na Ljubljanskem gradu prizorišče povsem drugačno. Grajske stene, kamnite, so drugačen ambient. Lahko bi rekli, da Spacalu pisan na kožo, pisan na njegov najljubši material, na kamen. In zagotovo bi bil sam umetnik s tem prizoriščem zadovoljen. Saj si je za svojo donacijo izbranih slikarskih del izbral Štanjeljski grad. Neko podobno prizorišče s podobno dušo in zagotovo bi mu bilo to prizorišče na Ljubljanskem gradu zelo po godu. Tako da se srečujemo v tem ambientu res z specifičnim okoljem, ki podpira to njegovo zgodbo, ki je vsaj v večjem delu izbranih del posvečena krasu. Kras pa vemo, da lahko med kras in kamen postavimo enačaj. Da bi še malo približali njegovo ustvarjalno okolje, zadnji, ki si ga je izbral v Škrbini na Krasu, tam tudi počiva po smrti leta 2000, je še del njegove opreme, ki je dal seveda svojo noto. Sam je izdelal omaro, kot bi delal grafiko v nekem smislu. Jo sestavil iz posameznih plank, delov odpadlega lesa, temu dal svojo barvo, svojo dušo. Thank you.